jaz mislim, da ne bom presegla tega dovoljenega mi časa. Naj uvodoma povem, da se časovno omejujem pri tem svojem prispevku zlasti na prvo polovico 20. stoletja in da se bom bolj ali manj sprehodila po alinejah skozi to problematiko in da bo več v objavljenem prispevku. To, da trgovina predstavlja most med proizvajalci in potrošniki, seveda vemo in so vedeli že v tem času. In da je za vzpodbujanje prodaje potrebna reklama, bila in je še vedno. In ravno umetnost prodajanja in reklama sta močno zaznamovali čas 20. stoletja. Tudi trgovci so se zavedali pomena reklame in oglasov za dobro prodajo. Umetnost prodajanja in reklama sta imela namreč skupni cilj, ustvarjati nove potrebe. Potrebo po novem pa je bilo treba šele izzvati. In to izzvanje je potekalo ravno s pomočjo reklame, ki je bila v tem času nekje od začetka 20. pa do druge svetovne vojne že kar lepo razvita tudi v našem slovenskem prostoru. Seveda so se pa zgledovali po vzorih iz tujine. Silovit napredek trgovine, od potujočega trgovca do modernega trgovinskega centra je bila dolga razvojna pot, pa je nedvomno podpirala reklama, kot še vemo. Pod pojmom reklama razumemo seveda različna sredstva, s katerimi se skuša zbuditi zanimanje za določene predmete. Gospodarska reklama je zacvetela konec 19. in začetku 20. stoletja, času urbanizacije, industrializacije in modernizacije, ter seveda v času razvoja grafične umetnosti. Avstrijski avtor, danes že omenjeni Viktor Mataja, pionir znanosti o reklami, je reklamo označil kot socialno moč. In reklama je po mnenju nekaterih teoretikov postala ena izmed svetovnih sil. Ali bi trgovina lahko živela brez reklame? Najbrž brez priporočanja in hvaljenja ne bi preživela v nobenem zgodovinskem obdobju, še zlasti pa ne v modernem času, ko je konkurenca vse močnejša, je bila in seveda danes še toliko bolj. Tudi trgovci na Slovenskem so se v času med svetovnima vojnama posluževali najrazličnejših oblik reklame, od ustne in časopisne, do cestne in sejemske, pa vse do najmodernejše kataloške. V procesu modernizacije so se ekonomski razvoj, kultura ter način družbenega življenja zrcalili tudi skozi promocijo blagovnih znamk. V slovenskih razmerah so se zavedali, da je namesto strokovnjakov za reklamo potrebno vzgajati in s pomenom reklame osveščati domače trgovstvo, ker vsak trgovec, vsak dober trgovski sotrudnik mora sam znati, kako se dela pravilna reklama. Biti mora tudi sam izložbeni aranžer. K razširjenosti reklame pa niso pripomogli samo trgovci, ampak tudi producenti. Oboji so v njej videli finančni interes. Vse pomembnejše so postajale blagovne znamke, proizvajalci so želeli namreč svoje izdelke dvigniti iz anonimnosti, iz konkurence drugih podobnih izdelkov. V trgovini je imela dolgo časa primarno mesto ustna reklama. Bila je najenostavnejša, pa tudi najcenejša. Od spretnosti in prepričljivosti trgovca je bilo odvisno, kako bo znal navdušiti stranko za nakup določenega artikla. Že konec 19. stoletja pa so v strokovni literaturi osveščali trgovce o pomenu pojavljanja v časopisju, zlasti v primerih, ko se odpre nov trgovinski obrat, se le-ta preseli ali pa enostavno želi ponuditi nove izdelke. V poštev so poleg časopisov prišli tudi različni koledarji, katerih so trgovci in obrtniki na vse radi oglaševali svojo dejavnost. V določenih primerih pa je obstajal še en način.
reklamiranje na uličnih vogalih. Tudi na Slovenskem so bili podjetniški akterji že pred Prvo svetovno vojno na tekočem z različnimi prodajnimi prijemi in poslovnimi običaji ter z moderno reklamo. Reklama je posegla v javni prostor. Tako so bile recimo ljubljanske izložbe pred Drugo svetovno vojno bogato opremljene z bliščem in svetlobnimi reklamami. V času pred Drugo svetovno vojno oziroma med svetovnima vojnama bi to gospodarsko reklamo, zlasti reklamo na področju oglaševanja trgovinske dejavnosti in ponujanja njihovih izdelkov lahko razdelili na 3 vrste, na 3 zvrsti, na najbolj običajno časopisno, na tisto, ki je segala izven njihovega lokala, se pravi izven trgovine, in pa tista, ki je potekala znotraj posameznih teh gospodarskih subjektov. Dobra časopisna reklama je morala imeti obliko, ki je vzbujala pozornost in zanimanje. Oglasi so morali biti opazni, torej je bil pomemben izbor tipografije, ilustracije, še bolje pa je bilo, če so bile reklame vrinjene v najbolj brani del časopisa, potem so bili to res oglasi oziroma inserati v pravem pomenu besede. Tule recimo vidimo na primeru Nove dobe, eno stran zadnjo in pa prvo stran časopisa. Zadnja stran je bila reklamna, kjer vidimo, da se pojavljajo samo reklame. V drugem primeru je pa oglas vrinjen na prvo stran, kar je bilo v tem času tudi priporočljivo. Skratka, za tiste bralce, ki so reklamne strani preskočili, pač z namenom, da se izognejo temu bombardiranju različnih reklam, se pa niso mogli izogniti reklami, če so jo našli recimo na prvi strani ali pa na drugi strani. Skratka, tam, kjer so se pojavljali resni članki in pa, ne vem, različni vsebinski prispevki. Časopisnih oglasov je bilo v grobem rečeno 2 vrst. Lahko je šlo samo za tekst, ki je bil sestavljen le iz besedil in črk ter okraskov, ali pa tekst sliko, se pravi za ilustriran inserat. Za objavo so, kot rečeno, priporočali prvo in zadnjo stran, v tem primeru v kotu ali ob robu strani. Te variante so bile tudi takšne kot na primer reklama kot notica, se pravi med ostalimi noticami objavljena, kar so lahko prebrali tisti, ki so se sicer izogibali reklamnim stranem. Pri izbiri časopisa naj bi podjetniki upoštevali kraj izhajanja, bralni krog in naklado, značaj in ceno. Na primer, cenejši časopisi so imeli več bralcev in pa podobno. V to zvrst cestne oziroma obcestne reklame so prištevali vse oblike zunanje reklame, torej tiste na in pred trgovinskim objektom, kot napisne table, recimo, izvezki, na raznih zunanjih reklamnih medijih, plakatnih in svetlobnih stebrih ter prisotnost na sejmih in razstavah. Poleg že omenjenih izvezkov in napisov so bile tukaj ključni reklamni element izložbe, ki so jih imenovali, da so duša prodajalne. In ravno v zvezi z izložbami se pojavi v tem času tudi nov poklic znotraj teh poklicev v trgovini. Tukaj so prišli do izraza trgovski aranžerji in dekoraterji. In večja trgovinska podjetja na Slovenskem so ta poklic že, oziroma ljudi tega profila že imele med svojimi zaposlenimi. Da so bile izložbe vabljiv element v gospodarskem in pa tudi političnem življenju, lahko navedem na primeru Celja, ko je mestnim svetnikom, ki so pač iskali načine, kako povečati deficitaren občinski proračun,
jim je prišlo na misel, da bi obdavčili izložbe. Ta predlog se je pojavil na mestnem svetu 23. leta in temu predlogu so se celjski trgovci seveda močno uprli s trditvijo, da v tem primeru sploh ne bo novih izložb na novih trgovinskih obratih, celo nasprotno, da bodo že obstoječe izložbe zastirali in zapirali, skratka, da bo se izognili grozečemu obdavčenju. No, poleg teh že omenjenih načinov reklamiranja, kot so izložbe, se pojavljajo pri tej zvrsti reklame tudi lepaki, plakati, emailirane reklamne table in pa razstave in pa tudi velesejmi so bile priložnost za to vrstno oglaševanje. Pri tej interni zvrsti reklame je šlo pa v glavnem za poslovne tiskovine, kot so računi, dopisnice, kuverte, ovojni material. Skratka, že lahko govorimo o neki celostni grafični podobi posameznih trgovskih podjetij. Potem lahko govorimo že o primerih filmskih reklam v kinematografih. Tule sta recimo dva primera reklame, ki sta se pred začetkom filma vrtela v celjskih kinih. Potem vsem lahko štejemo tudi plakate v trgovinskih poslovnih prostorih, pa potem tudi razpošiljanje cenikov, katalogov in pa vzorcev blaga in podobno. Kataloška prodaja je tudi seveda del te reklame in tukaj tudi jaz ne morem, ne da bi omenila celjsko trgovino Strmecki in njen ne inovativni, ampak relativno zgoden primer reklamiranja. Že od 1906. leta je ta trgovina dvakrat letno izdajala kataloge svojega blaga in ga potem razpošiljala po bližnji in pa okolici. To, kar sem zdaj omenjala, so bili primeri, ki so bili v slovenskem prostoru pogosti. Tovrstnih načinov reklamiranja so se slovenski trgovci pogosto posluževali, so pa seveda sledili tudi preko strokovnega časopisja primerom novih zvrsti reklam, ki so prihajale seveda v glavnem iz Amerike. Reklame, kot so reklamni filmi ali pa telefonska prodaja, to seveda še v našem prostoru v tem času ni bilo prisotno. Tudi radijska reklama, saj nisem zasledila, da bi bila uporabljena, poznali so jo. Je bila pa recimo svetlobna reklama tista, ki je bila vsaj v Ljubljani, kot največjem slovenskem mestu v tem času, že kar lepo prisotna. Tukaj je šlo recimo od najbolj enostavnih primerov svetlobne reklame, naprimer, ko so bile v kovino ali pa lepenko izrezane črke, potem prekrite s papirjem in zadaj za tem napisom so te črke in te napise osvetljevale žarnice. Ali pa ko so bili napisi izdelani iz žarnic. Na Aleksandrovi cesti pa poznamo že recimo primer tako imenovanega skioptikona, to je pač neka enostavna metoda diaprojekcije, ko je stala hišica, v katero je zvečer stopil predstavnik, delavec nekega reklamnega podjetja in potem za tem osvetljenim platnom menjaval reklamne diapozitive. No, ta reklama na Aleksandrovi ulici, to reklamo je plačalo podjetje Saturn. Že uvodoma sem omenjala tudi razvoj grafične umetnosti, ki je nedvomno prispevala k kvaliteti oglasov in reklam.
V slovenskem prostoru so se pri izdelovanju in oblikovanju reklam angažirali tudi nekateri umetniki, zlasti slikarji in ilustratorji. Kar dosti je primerov, ko so te njihove ilustracije objavljene v časopisju, v revijah ali pa interno znotraj posameznih trgovskih lokalov. In mogoče še zanimivost glede tega, koliko so posamezne podjetja vlagala v reklamo. Danes smo en primer že videli. Jaz sem našla en podatek za podjetje Bata, ki je v letu 1926 za reklamo namenilo kar 41% vseh izdatkov. To se mi zdi neverjetno veliko, ampak verjetno, ne vem, če ta podatek drži, je tudi to pripomoglo k veliki ekspanziji in ogromnemu prodajnemu uspehu tega podjetja na področju prodaje različnih vrst obuval. Da bi lahko proizvajalci svoj produkt kar najbolje prodali, so ga seveda morali ustrezno zapakirati v ustrezno embalažo, ki je nagovarjala ciljno publiko, trgovina pa je potem ta izdelek s pomočjo reklame poskušala čim bolje tržiti in ga seveda dobro prodati. Kar je bil seveda tudi namen reklame in pa vložka, ki so ga posamezna podjetja namenila reklami. Za spodbujanje prodaje je bila torej potrebna reklama. Umetnost prodajanja in reklama sta močno zaznamovali čas 20. stoletja. Trgovci so se seveda zavedali pomena reklame in oglasov za dobro prodajo, zlasti v tujini in posledično tudi v našem prostoru. Umetnost prodajanja in reklama sta imela skupni cilj – ustvarjati nove potrebe. Potrebo po novem je bilo namreč potrebno šele izvati. Prodajati torej ne pomeni izročati kupcu le blago, ki si ga je želel. Umetnost prodajanja se začne s prikritim nagovarjanjem z reklamo. In če je bil ta reklamiran izdelek prodan, so bili potem najverjetneje zadovoljni tako kupec kot trgovec in seveda proizvajalec in reklama je tako dosegla svoj cilj.